Predlagam, da nadaljujemo sejo. In sicer smo pri 5. točki dnevnega reda, sklepčni smo. Tajno glasovanje o listi kandidatov za volitve članov razvojnega sveta Pomurske regije. Razdeljenih je bilo 20 glasovnic, oddanih je bilo 20 glasovnic, neveljavnih ni bilo, veljavnih je bilo 20, za je bilo 18 glasov, proti sta bila 2 glasova. Torej je kandidatna lista za volitve članov razvojnega sveta Pomurske regije potrjeno. Jaz se vam zahvaljujem za zaupanje, ker sem tudi kandidatka jaz in bom se potrudila, da bom tudi upravičila vaša pričakovanja. Zdaj pa predlagam, če mi dovolite, bi dala na glasovanje, glede na to, da imamo gosta, gospoda Šifterja in gospoda Eme Špangera, ki že nekaj časa čakata, če je možno, da bi se spremenil dnevni red. In sicer, da bi zdaj obravnavali 9. točko dnevnega reda, sklep o pristopu k soustanoviteljstvu ustanove dr. Šifterjeva fundacija. Kdo je za to, da damo gospodoma možnost, da pač predstavita delovanje te ustanove? Soglasno? Jo, gospod Filipič, vi niste? Ja, hvala lepa. Pa bi povabila gospoda sem naprej. Izvolite, gospod Lepašken. Ja, hvala lepa, da ste upoštevali našo željo, da malo premaknete dnevni red. Lep pozdrav, gospe županji in vam, gospodje svetniki, svetnice. V imenu uprave ustanove dr. Šifterjeve fundacije, kjer sem jaz predsednik, sva prišla z podpredsednikom Marjanom Šifterjem, da vam uvodno predstavimo oziroma nagovorimo o tej naši pobudi za vključitev v našo fundacijo. Najprej bi upravičil našega akademika dr. Bratuša, ki je na zadnjo sejo, ki je žal odpadla, bil na poti, da bi tudi on bil prisoten, ampak danes je zadržan, tako da so prisotna samo mi dva z gospodom Šifterjem. Najprej zahvala, da ste sprejeli našo pobudo za vključitev kot ustanovitelji v našo ustanovo in s tem dejanjem, če bo potrjeno, bomo zaokrožili, razširili regijsko pokritost te naše fundacije, s tem, da smo v zadnjem letu uspeli pridobiti še nekaj novih ustanoviteljev in to občin. Nove občine, ki so letos vstopili, je Lendava, Radenci, v obdelavi je še občina Beltinci in pa jasno vaša občina. S tem bi se pridružili skupini ustanoviteljev, 17 ustanoviteljev in bi občina Ljutomer bila 18 ustanovitelj, kjer so predvsem občine iz celotne regije, od Radgone, Radenci, Tišina, Puconci, Cankova, Moravci, Dobrovnik in zdaj Lendava, tako da zaokrožujemo ta regijsko pokritost in vmes so tudi ustanovitelji kot banka, Ljubljanska banka, Zavarovalnica Triglav, Pravna fakulteta iz Maribora in pa firma Mura. Naš vrt spominov in tovarištva, kako ga imenujemo v okviru naše fundacije, ustanove fundacije, dr. Šifterjeve fundacije, je zaščiteni kulturni spomenik in je tudi vključen v verigo botaničnih vrtov v Sloveniji, tako da dobiva tudi širšo regijsko veljavo in pa pokritost. Mi v svoji dejavnosti imamo široki spektrum teh prireditev, ki jih v tem vrtu in v okviru fundacije izvajamo. To so razni posveti, potem tudi založniška dejavnost. Zadnja leta smo imeli posvete ravnateljev v tem našem vrtu in kot rečeno, vrt je odprta ustanova. Odprti naravni park, odprti vrt, kjer se lahko dogajajo razne prireditve in tudi se lahko tam marsikdo tudi poslužuje naših uslug.
Zadnjo leto, lansko leto smo začeli tudi z ekološkimi večeri, tako zvanimi Vanekovi ekološki četrtki. Vsak drugi četrtek v mesecu imamo ekološke teme. Letos smo začeli, prejšnji četrtek je bila prva ekološka tema, in sicer o vodah, in nadaljevali bomo še 7 teh večerov v letošnjem letu, tako da je to že drugo leto ciklus ekoloških večerov. Potem pomembna je prireditev, mladinsko-kulturna prireditev vsako leto maja, tako da bo letos ta prireditev 4. maja, in to je zdaj pod delovnim naslovom Jambori spomina in dobrih jambori, tovarištva in dobrih sosedskih odnosov. Letos bo na programu Solkan, Tolmin in tista fundacija Pot miru, fundacija Pot miru, če ste zasledili v časopisu, tudi dr. Turk je pred kratkim obiskal to fundacijo in bil gost na tem solkanskem terenu, in tudi povezano z Beneško Slovenijo bomo imeli to prireditev 4. maja, kamor vas vse skupaj že zdaj prav posrečno vabim. Kot rečeno, naša fundacija ima tudi svojo spletno stran, kjer objavljamo vse aktualne dogodke, in tu tudi se pojavljamo dosti v medijih, kjer so vsi ti naše dogodke tudi medijsko pokriti. Zelo nas bo veselilo, če se boste odločili, da postanete soustanovitelj naše fundacije, in vas vabim, da si potem tudi na neki način skupno ogledamo ta vrt, da tudi koristite ta vrt, ker imamo nenazadnje v tem vrtu tudi prostore raziskovalne, znanstveno-raziskovalne postaje Slovenske akademije znanosti in umetnosti, kjer prirejamo vse te prireditve, kjer imamo tudi prostor za razstave in široka tudi ostala dejavnost, to je publicistična dejavnost, izdajamo vodnike in pa razne druge znanstvene raziskovalne edicije. Kot neko posebnost bi na koncu omenil, da nenazadnje prvi ustanovitelj te naše fundacije Vrta spomina in tovarištva, dr. Vanek Šiftar, je bil tudi tu v Ljutomeru živel in služboval, in tako da je tudi po tej plati neka povezava Ljutomera in pa Šiftarjeve fundacije in dr. Vaneka Šiftara. Jaz se vam zahvaljujem še enkrat za sprejetje pobudo. Želim, da razumete našo dejavnost, da se priključite temu. Koliko vem, ste dobili nekaj gradiva, neko predložitev že v pismeni obliki. Koliko bo potrebno, sva tu na razpolago, da vam še na vaše vprašanje odgovorimo, in hvala za vašo pripravljenost, da se vključite v naše delo. Hvala lepa. Hvala lepa. Še bo gospod Šiftar kaj mogoče dopolnil? Ne. Odbori, delovna telesa, gospod Lah. Predlog sklepa je obravnaval Odbor za finance, ki predlaga občinskemu svetu občine Ljutomer, da sklep o pristopu dr. Šiftarja fundacijo sprejme tako, kot je predlagano. Odpiram razpravo, oziroma če želi kdo gospoda Ema Špangera kaj vprašati. Izvolite. Gospod Tihomir Babič. Dajem pobudo, da se občinski svet na čelo s magistro Olgo Karba, županjo, ogleda ta vrt, botanične, jaz sem si ga že ogledal, in je lep. In mislim, da je prav, da bi naredili enkrat izlet, na lastne stroške seveda, ne na stroške občine, in si pogledamo to zadevo, vi pa nam na kratko tudi stvari razložite. Hvala. Sprejemamo to vašo željo in bomo počaščeni, če boste prišli za celoten sestavo. Kot sem rekel, pa vas že vabimo na prve prireditev, ki bo 4. maja. Še kdo želi mogoče razpravljati? Gospod Rošker, pa potem gospod Lah. No, jaz se pridružujem kolegi Tihemu, ker jaz sem se tudi ogledal, ker sem bil tam že pred 30 leti, ker moji sosed dela elektriko, gospodi Šiftarji Vaneke,
tada se še oče pa matere pozno, oče bil mali, je fojfo kadil, matija bosa hodila, to se dobro sputem, tada so res prijatelji ljudje in tudi tu notre so drevesa, gdje je predsednik Tito, pa naš škof, pa vsi so, tada je res, še cigale s Hirošime se mene vidi po vse tam, ne? Toliko, samo hvala. Vprašanje moje je samo, jaz sem član Slovenske demokratske stranke, jaz imam malo drugačno pojmovanje pretekle zgodovine, samo to te omenja. Me zanima, tu piše v spominu tovarištva in kakve stvari, to so, kaj je to pomeni tovarištvo? To pomeni vrednote NOB ali kaj če so tam zagovarjali, to me samo zanima, nič drugo. Tu so spominska drevesa, ki spominjajo na dejanja in pomembne kraje, kjer se dogajali razni tih drugi svetovni vojni dogodki, od taborišč do bojišč in vseh držav, ki so tu bile povezane z tem. Imamo okrog 80 spominskih dreves in kot je življeno tudi tovarištva Tita in Združenje narodov. Skratka, so to tovarištvo, v širšem pomenu besede, ne tisto samo borčesko, partizansko ali komunistično, če se tako izraziti, pa tovarištvo v pravem smislu besede, povezanost v teh revolucionarnih osvobodilnih bojih, ki so bili tudi za osamosvojitev naše domovine. Hvala lepa. Še kdo mogoče? Če ne, dajem predlog sklepa na glasovanje. Občinski svet občine Ljutomer soglaša, da občina Ljutomer prevzame soustanoviteljstvo ustanove dr. Šiftarjeva fundacija s sedežem Petajnci 19 Tišina. Letni prispevek občine Ljutomer v višini 1000 evrov se zagotovi iz sredstev proračuna občine Ljutomer, postavka 060101, delovanje nevladnih inštitucij lokalne samouprave pod konto 402922, članarine v domačih neprofitnih inštitucijah. Kdo je za predlagani sklep? Za, kdo je proti? 2. Enkrat še lahko, prosim. 3 so bili proti. Kdo je proti? 1, 2. Aha, 2. Sklep je potrjen. Hvala lepa. Hvala vam in kot rečeno, čim prej bljudno vabljeni, da se srečamo na tem naše vrdospredje tovarištva. Hvala lepa. Ja, hvala lepa vam. Svidenje. Hvala, nasvidenje. Čakaj, smo že ostali, glasovnici. Prehajamo na 6. točko, oziroma 7. zdaj po novem. Odlok o oskrbi s toplotno energijo na območju občine Ljutomer. Prosim gospoda Janeza Rožmarina za uvodno pojasnilo. Hvala za besedo. Moja naloga je, da vam danes v skladu z 24. členom poslovnika občinskega sveta občine Ljutomer podam dodatne obrazložitve k točki dnevnega reda odloku o skrbi s toplotno energijo na območju občine Ljutomer v prvi obravnavi. Jaz bi čist v uvodu, morda v izogib nejasnostim in dodatnim vprašanjem navedel nekaj čisto kratkih pravnih podlag oziroma pravni okvir, ki je podlaga za sprejem tega odloka v prvi obravnavi. Prvič bi spomnil vse prisotne na odlok o gospodarskih javnih službah, sicer 3. člen, ki v 3. členu navaja, da so gospodarske javne službe republiške, se pravi državne in pa občinske oziroma lokalne in da so le te gospodarske javne lahko obvezne ali pa izbirne. Se pravi, prva pravna podlaga je zakon o gospodarskih javnih službah, druga zelo pomembna, ki pa je vsebinsko oziroma terminsko povezana z obravnavanim odlokom, je pa tako imenovani energetski zakon in sicer poglavje C, ki govori o oskrbi s toplotno energijo iz omrežja in pa o oskrbi z
z energetskimi plini razen zemeljskega plina. Namreč o tem govori 33. člen, kateri govori, da se oskrba s toplotno energijo iz daljinskega ogrevanja izvaja kot izbirna gospodarska javna služba. Skratka, 33. člen energetskega zakona govori o oskrbi s toplotno energijo kot izbirno gospodarsko javno službo. Se pravi, to sta tista ključna temeljna zakona, ki opredeljujeta gospodarsko javno službo. V nadaljevanju je pa odlok o gospodarski javni služba, katerega smo sprejeli na področju in velja za področje občine Ljutomer, in sicer bi izpostavil 3 člene, 4., 5. in 7. člen. 4. navaja obvezne gospodarske javne službe, 5. navaja izbirne gospodarske javne službe, kjer je oskrba s toplotno energijo navedena kot izbirna gospodarska javna služba. 7. člen pa govori, da lokalna skupnost z odlokom definira načine in pa oblike izvajanja javne službe, in zato je pravzaprav danes današnji odlok predlagan v tej obliki. Se pravi, to je tista pravna podlaga, pravni okvir za sprejem današnjega odloka. Čisto minuto, 2 na kratko bi se zazrl v preteklost, v zgodovino sprejemanja tega odloka. Spomnil bi vas, da je odlok o oskrbi s toplotno energijo bil obravnavan v prvi obravnavi na 6. redni seji občinskega sveta v tej sestavi, in sicer 1. junija lanskega leta. Če se spomnite, takrat je v prvi obravnavi bil dan edini predlog, da se odlok prvi odstavek 12. člena spremeni, da smo koncesijsko obdobje podaljšali iz 10 na 15 let. Jaz mislim, da je bil ta predlog umesten. Potem je bil odlok za to pripombo posredovan v 30-dnevno javno razpravo, ki je trajala od 1.6. do 1.7.2011. Odlok je bil potem na 8. redni seji posredovan v sprejem, se pravi v drugi obravnavi. Odlok takrat ni bil sprejet. Zatem 8. redni seji je bila v Domu kulture sklicana, če se tako izranjena javna razprava, kjer so bili oziroma so predstavniki z področja strokovne javnosti in pa predstavniki iz tujine predstavili primere dobrih praks, kar se tiče daljinskega ogrevanja oskrbe s toplotno energijo. Še po tej javni razprave v Domu kulture smo sklicali vse članico in člane občinskega sveta občine Ljutomer ter vse stranke in pa liste z mandatom v občinskem svetu občine Ljutomer na skupni sestanek v tej sejni sobi z ciljem, da poskušamo skozi razpravo podati odgovore in odgovoriti na vprašanja povezana v zvezi z sprejemanjem tega odloka. Na tem sestanku, ki je, kot sem že omenil, bil 1.2. letošnjega leta 2012, je bil dan rok, in sicer 1.2. je bil dan rok, da vse stranke in zainteresirana javnost da pisne pripombe k predlagani vsebini odloka. Na naslov občine Ljutomer so do 1.2. prispele pripombe z strani socialnih demokratov, občinskega odbora Ljutomer, z strani neodvisnega združenja Paletija, z strani občinskega svetnika gospoda Štefaneca in pa z strani občinskega svetnika gospoda Laha. Kaj je bilo skupnega vsem pripombam? Skupni imenovalec je bil, da se poskuša odlok, ki je prej obravnaval v eni vsebini gospodarsko javno službo kot takšno in pa koncesijski akt, razdeli na 2 odloka, se pravi odlok prvi, ki bo obravnaval gospodarsko javno službo in katerega vsebina odloka je danes v obravnavi, in drugi odlok, ki bo kot koncesijski akt. Potem so bili dani pomisleki glede imenovanja članov komisije za izbor koncesionarja. Naslednja skupna je bila, kar se tiče financiranja javne službe. Če se spomnite, tam je bil predlog, da se financiranje izvaja tudi z javnimi sredstvi, zraven sredstva koncesionarja. Skratka, to so bile tiste skupne stične točke vseh teh predstavnikov strank, ki so prispele na naslov občine, in skozi bom rekel, te pobude smo poskušali slediti vsebino odloka, katera vam je danes bila posredovana v obravnavo. Odlok je razdeljen na 12 členov in sicer v 7 poglavij, v kateri je umeščeni skupaj 12 členov, in ta odlok obravnava, kot sem že omenil, izključno javno službo oskrba s toplotno energijo. Prvi člen govori pravzaprav, kaj je predmet urejanja z tem odlokom, da se ureja področje javna služba kot takšna, financiranje javne službe, pristojnosti, ki so vključene v to javno službo, pristojnosti in pa obveznosti uporabnikov javne službe, organizacijsko obliko, potem prehodne in končne določbe in pa kdo izvaja nadzor nad izvajanjem določil tega odloka.
v drugem členu navaja posamezne pojme iz tega odloka. Jaz mislim, da ni treba posebej ponavljati, kaj je to primarno toplovodno omrežje, kaj je to sekundarno omrežje, kaj je to priključni toplovod, kaj je to toplotna podpostaja. Tretji člen govori, skozi kakšno organizacijsko obliko se ta izbirna javna služba izvaja, in sicer, da se javna služba podeli osebi javnega ali zasebnega prava, skratka, ki bo najugodnejša na podlagi javnega razpisa, kateri se izvede v skladu z veljavno zakonodajo, se pravi zakon o javno-zasebnem partnerstvu, zakon o javnem naročanju, zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, to so tisti ključni, in pa potem v nadaljevanju še navaja tiste, jaz ne bi vse zagotovo ste si prebrali, ključna določila, še enkrat, ki se nanaša izključno samo na, kar se tiče izvajanja javne službe. Sprejetje tega odloka, če zaključim počasi, nima finančnih posledic za proračun občine Ljutomer. Javno službo na podlagi koncesije, se pravi koncesionarjev, se podeli izključno oziroma posebna pravica, kot izhaja že iz same starorimske besede koncesijo. Koncesionar izvaja v lastnem imenu in za lastni račun. Kakšni so naslednji koraki? Strokovne službe občinske uprave so vodstvu občine že predlagale predlog točk za naslednjo sejo občinskega sveta, in sicer sprejetje tega odloka o oskrbi s toplotno energijo v drugi obravnavi in pa sprejetje odloka o koncesiji javne službe oskrbe s toplotno energijo v prvi obravnavi na naslednjo sejo občinskega sveta, tako da se sprejme ta odlok v drugi obravnavi in pa koncesijski akt v prvi obravnavi. In če zaključim, strokovne službe predlagajo občinskemu svetu in županji, da danes o predlagani vsebini odloka razpravlja, da eventualne pripombe k predlagani vsebini odlok sprejme in posreduje v 30-dnevno javno razpravo. Morda samo še to, da je o predlagani vsebini odloka razpravljal odbor za okolje in pa odbor za kmetijstvo. Oba dva odbora sta brez pripomb odlok v predlagani vsebini sprejela. Hvala. Hvala lepa. Delovno teleso, prosim. Gospod Babič. Odbor za kmetijstvo je, kot je že Janez povedal, obravnaval to točko in jo tudi predlagal občinskemu svetu, da jo v predlagani obliki sprejme, s tem, da bo možnost javne obravnave. Ne? Hvala. Še naprej. Izvolite, gospod Roš. Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora je zavzel stališče toplotno energijo na območju občine Ljutomer prvo obravnavo. Odbor predlaga občinskemu svetu, da odlok o oskrbi s toplotno energijo na območju občine Ljutomer prvo obravnavo v predlagani obliki sprejme. Lepa. Odpiram razpravo. Je gospod Lah. Hvala za besedo. Izredno me veseli, da je odlok pripravljen v taki obliki in mislim, da zaradi tega, da nismo to sprejeli po tistem predlogu prejšnjem, ne bo škode, ampak samo plus za občino, ker dejansko to res občina nima nobenih finančnih posledic, kar je prva skrb občinskega sveta, da to zagotovi in da taki odlok bo Slovenska demokratska stranka tudi podprla. Hvala lepa. Še kdo želi besedo? Če ne, potem predlagam predlog sklepa na glasovanje. Postopke sprejemanja odloka o oskrbi s toplotno energijo na območju občine Ljutomer, kateri je bil sprejet na 6. redni seji 1.6.2011 ustave. Občinski svet občine Ljutomer sprejme odlok o oskrbi s toplotno energijo na območju občine Ljutomer v prvi obravnavi. Odlok se posreduje v 30-dnevno javno razpravo. Prosim. Gospod Tihomir Babič je predlagal javno razpravo. Lahko pa se da na glasovanje, kot je predlagala gospa Žnidarič, da se združita prva in druga obravnava, če nimate bistvenih pripomb. Dobro, dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdo je za? To, ki sem prebrala. No. Soglasno. Hvala lepa. Hvala.
Prehajamo k naslednji točki dnevnega reda, odlok o javni razsvetljavi na območju občine Ljutomer, prva obravnava. Prosim gospod Andrejo Toriš, da poda uvodna pojasnila. Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Občinskemu svetu se daje v prvo obravnavo odlok o javni razsvetljavi na območju občine Ljutomer. Kot že iz same obravnave oziroma obrazložitve vidite, temelji ta odlok na zakonu o gospodarskih javnih službah, kjer v 3. členu določa, katere so lokalne in katere so državne gospodarske javne službe in jih nadalje deli med obvezne in izbirne. V skladu z občinskim odlokom o gospodarskih javnih službah je v 5. členu določeno, da javna razsvetljava, da se prišteva med izbirne lokalne javne službe in da za vsako gospodarsko javno službo, da se predpiše z odlokom tako, da je zagotovljeno izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov. Občina Ljutomer želi z tem odlokom urediti izvajanje gospodarske javne službe javne razsvetljave na območju občine kot enovito gospodarsko javno službo. Danes, kot vemo, z javno razsvetljavo upravlja vsaka krajevna skupnost posamezno, mislim posebej, glede na to, da se v zadnjem času ob cestah na splošno gradi dosti javne razsvetljave, želimo, da izberemo enega izvajalca. V odloku, kot vidite, je predpisano oziroma je zapisano, da bi se ta služba izvajala tudi na podlagi koncesije. Koncesijski akt bo posebej pripravljeni, to je samo odlok, s katerim zagotavljamo, na kakšen način se bo izvajala ta gospodarska javna služba. Posledic za ta odlok finančnih ni, ker bo pravzaprav koncesija se bo izvajala na podlagi proračuna oziroma občinski proračun bo zagotavljal finančna sredstva za plačilo javne razsvetljave, ker je to pač občinska zadeva, tokovine in tako naprej. Kakšen bo pa potem koncesijski akt, boste pa tudi obravnavali na občinskem svetu, kjer bodo podrobnejša navodila oziroma podrobnejša določila, kako bo koncesija razpisana. To je pa zdaj čisto izvajanje. Hvala lepa. Delovna telesa. Gospod Rošker. Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora je zavzel stališče o javni razsvetljavi na območju občine Ljutomer. Odbor predlaga občinskemu svetu, da odlok o javni razsvetljavi na območju občine Ljutomer prve obravnave v predlagani obliki sprejme. Nadalje predlaga, da se odlok doda dodatni člen, v katerem se določi, da je bodoči izvajalec dolžan voditi ločeno računovodstvo in koncesionarno dejavnost od ostale dejavnosti, ki jih opravlja. Hvala. Ja, hvala lepa. Bila sem opozorjena strani gospoda direktorja. Glede na to, da se odbori prej sklicujejo, pa potem gre gradivo, ven je ta pripomba odbora za varstvo okolja že bila upoštevana v gradivu. Še kdo mogoče? Če ne, odpiram razpravo. Če ni razprave, dajem predlog sklep. Ja, izvolite. Gospa županja, jaz bi tu samo povedal, naprimer, niso precej veliki stroški glede energije. Krajevne skupnosti Ljutomer, med sedi krege čez 80.000 evrov. Ja mislim, da bi se tu dalo tudi nekaj privarčevati, ker ti glavne ulice morajo biti osvetljene, tiste stranske ulice, pa bi se nekaj po noči ugasnule od polnoči do 5, kako mi delamo v naši krajevni skupnosti in se ogromno prešpara, celo v letnem cajtu gorijo po 2-3 ure, ne več. Hvala. Mislite, da predlog na mestu, še kdo mogoče? Če ne, dajem predlog sklepa na glasovanje. Občinski svet občine Ljutomer sprejme odlok o javni razsvetljavi na območju občine Ljutomer v prvi obravnavi. Odlok se posreduje v 30-dnevno javno razpravo. Kdo je za? Prisotni 20, soglasno. Hvala. Hvala. Prehajamo k naslednji točki dnevnega reda. Odlok o krajevnih skupnostih v občini Ljutomer, prva obravnava. Prosim gospod Žnidarič za uvodna pojasnila. V gradivu imate predlog odloka o krajevnih skupnostih v občini Ljutomer in sicer za prvo obravnavo. Predlog odloka je pripravljen na podlagi 3., 18., 74. in 75.
člena statuta občine Ljutomer. Ti členi namreč določajo, da ima občina Ljutomer krajevne skupnosti kot ožje dele občine. Nekatere naloge so opredeljene že v statutu občine, potem pa napotuje na odlok o krajevnih skupnostih, kjer bi se najpodrobneje obdelali kriteriji in merila za financiranje krajevnih skupnosti ter naloge krajevnih skupnosti. Do sedaj veljaven odlok je iz leta 1996, tako da vsebuje še tudi o krajevnih skupnosti, ki so v bistvu v tem času postale že samostojne občine in je v bistvu kot tak neuporaben. Zgodi pa se, da tako mi v občini, kakor krajevne skupnosti potrebujejo kakšna podrobnejša določila glede samega delovanja krajevnih skupnosti, pristojnosti, zato smo se odločili za pripravo tega odloka. V prvem delu so splošne določbe in območja krajevnih skupnosti, ki so že določene v statutu občine, potem so podrobneje opredeljene naloge in pristojnosti krajevnih skupnosti in sicer zadeve, pri katerih krajevne skupnosti sodelujejo in pa zadeve, katere so bile s statutom prenešene na krajevne skupnosti, da jih opravljajo v okviru svojih pristojnosti. Potem v nadaljevanju so podrobneje opredeljene določbe glede organov ožjega dela občine, se pravi krajevne skupnosti, to je svet in predsednik sveta. V 8. členu so pač podrobneje opisane pristojnosti, ki jih ima posamezni predsednik in v tem poglavju je tudi način, kako deluje svet krajevnih skupnosti in kako poslujejo. Sicer je v poslovniku določba, da krajevne skupnosti za svoje delo uporabljajo smiselno tudi poslovnik občinskega sveta, tu pa je sedaj nekoliko bolj precizno in na njihove situacije opredeljeno delovanje njihovih organov. Potem je podrobneje opredeljen zbor krajanov ob smiselni uporabi določb statuta, ki se nanaša na zbor občanov. Potem pravni status in premoženje krajevne skupnosti. Kot vsi vemo, so krajevne skupnosti ožji deli občine tako v pravnem, finančnem in premoženskem smislu, tako da je v bistvu so tudi neposredni proračunski uporabnik, zato poslujejo v okviru pač v svojem imenu in za svoj račun, ampak v okviru pristojnosti, ki jih imajo po statutu in odloku in za določene zadeve rabijo soglasje ali župana ali občinskega sveta. Naslednje poglavje je financiranje krajevnih skupnosti. Vemo, da krajevne skupnosti nimajo več dosti lastnih virov oziroma nekatere jih sploh nimajo. V preteklosti je to bil samo prispevek, zdaj tega več ni. Tako da so v bistvu njihove naloge se financirajo iz občinskega proračuna, prostovoljnih prispevkov, samoprispevkov in pa z nekaterimi prihodki od premoženja krajevnih skupnosti. Občina že sedaj zagotavlja v proračunu sredstva za financiranje krajevnih skupnosti in sicer za funkcionalne potrebe, se pravi za potrebe delovanja njihovih organov in za materialne stroške, za sejnine, za pogostitev, za izvajanje nalog, ki so opredeljene v statutu in pa za izvajanje prenesenih nalog. Potem smo tu podrobneje določili, na kakšen način se ta sredstva zagotavljajo in v kakšni višini. Letno pa se to določi s proračunom občine. Za finančno poslovanje krajevnih skupnosti veljajo vsi predpisi kot za poslovanje občine, zato smo tu malo podrobneje v tem poglavju opredelili, na kakšen način pač poslujejo krajevne skupnosti s financami. Potem je določba o ukinitvi krajevnih skupnosti in pa končne določbe, ki pač razveljavljajo stari odlok in da ta odlok začne veljati 15 dni po objavi v uradnem glasilu občine Ljutomer. Akt je obravnaval tudi odbor za finance in statutarno-pravna komisija. Pripombe, ki jih je bilo možno vključiti, so že vključene. Hvala lepa. Predsedniki statutarno-pravne in pa odbora za finance, prosim.
Statutarno-pravna komisija predlaga, da se odlok v predlagani obliki sprejme. Gospod Lah. Odbor za finance je res o tem razpravljal, predlaga, da se sprejme s pripombo, da se krajevna skupnost Ljutomer prenese na Obrazovo 1, torej na občino, ker tako občinska uprava opravlja vse večinoma nalog za krajevno skupnost in se potem tudi sprosti tam del prostora za glasbeno šolo. To je naš predlog in jaz prosim, da občinska uprava tem občinski svet resno razmisli. Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če ni razprave, potem dajem predlog sklepa na glasovanje. Občinski svet občine Ljutomer sprejme odlok o krajevnih skupnostih v občini Ljutomer v prvi obravnavi. Odlok se posreduje v 30-dnevno javno razpravo. Kdo je za? Soglasno, hvala lepa. Hvala. Prehajamo k naslednji točki dnevnega reda, je sicer imenovanja. Najprej imamo sklep o imenovanju javnega zavoda Sveta vrtca Ljutomer. Prosim predsednika Komisije za mandatna vprašanja volitve imenovanja za pojasnila. Hvala lepa za besedo. Ravnateljica vrtca Ljutomer je občino Ljutomer z dopisom obvestila, da poteče mandat dosedanjim članom sveta zavoda ter prosila za imenovanje 3 predstavnikov ustanoviteljice. Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja je pozvala k predlaganju kandidatov in na podlagi zbranih predlogov na svoji seji 27.2.2012 sprejela, da predlaga občinskemu svetu, da v svet javnega zavoda Vrtec Ljutomer kot predstavnike ustanoviteljice imenuje naslednje člane: Leo Lichtenwallner, Železne dveri 10, Stanislav Simonič, Radoslavci 38a in Frido Novak, ulica Prekomorskih brigad 7, Ljutomer. Hvala. Spoštovana svetnica, svetniki, spoštovana županja. V svet zavoda, javni zavod Vrtec Ljutomer, predlagam naslednje člane: Frida Novak, ulica Prekmorskih brigad 7, Ljutomer, Stanislav Simonič, Radoslavci 38a, Pošta Mala Nedelja, Lea Lichtenwallner, Železne dveri 10, Ljutomer. Predlogi so sicer enaki predlogom aktualne komisije za mandatne imenovanja volitve in vprašanja. Kot nam je tudi svetovala občinska pravna služba in ker je ta komisija v fazi zamenjave, zahtevam, da glasujemo tudi o mojem predlogu. Tu pojasnilo strokovne službe. Ne, iste člane, samo malo. Ja, v gradivu imate predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je uradni predlagatelj predlogov, ki jih sprejema občinski svet in se nanašajo na svete javnih zavodov in drugih organov, v katere imenuje občinski svet. V primeru seveda, če predlogi komisije niso sprejeti, pa poslovnik določa postopek, kako se v tem primeru ravna in kdo ima pravico vse predlagati predloge za imenovanja, zato tudi v tem smislu sem vedno obrazlagala, tako da nekaj drugih obrazlag z moje strani vsaj ni bilo. Tako da uraden predlog, ki je predlog komisije, potem, če pa ta ni sprejet. Ampak isti člani so predlagani, v čem je problem? Prosim? Ja, zaenkrat še je, ne? Dajem predlog sklepa na glasovanje. Občinski svet občine Ljutomer imenuje v svet javnega zavoda Vrtec Ljutomer kot predstavnike ustanoviteljice naslednje člane: gospod Leo Lichtenwallner, Železne dveri 10, Ljutomer, gospod Stanislav Simonič, Radoslavci 38a, Pošta Mala Nedelja in pa gospod Frido Novak, ulica Prekomorskih brigad 7, Ljutomer.
Kdo je za predlagani sklep? Pa dajte, prosim vas, lepo noči so isti člane. Pa ljudi potrjujete, ni pa predlagatelja. Glejte, vi potrjujete ljudi, ne? Pa ni res. Predlagane ljudi, ki so v gradivu. Kdo je za predlagani sklep? Čekaj, 2, 4, 5, 6, 7. 7 za. Kdo je proti? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 proti. Pa vi ste resno neresni. Oprostite, neresni ste. Iste ljudi boste zdaj predlagali, pa boste jih potrdili. Pa to je pa resno nezaslišano. No. Prosim, pojasni poslovniški nalog. In te še ne nihče reče, ka ste za razvoj naše občine. To je unikum v slovenskem prostoru. Poslovnik sicer izrecno ne določa za takšne liste, kot so tukaj, ampak v primeru, da ni izglasovano, je možno vrniti v ponovni postopek ali pa glasovati, če boste seveda tako sprejeli po posameznih imenih. Naprej. No, gospodje, na vrsti ste in gospod Svetnik. Izkoristite poslovniško določbo. Sami ne predlagajo. Izvolite. Kdo želi besedo? Gospod Bogdan. Dobro, v skladu z poslovnikom predlagam, da se glasuje po imenih. Za članico sveta javnega zavoda Vrtec Ljutomer predlagam gospod Leo Lichtenwaldner, Železne dveri 10, občina Ljutomer, mislim Pošta Ljutomer. Za gospod Leo Lichtenwaldner, Železne dveri 10, Ljutomer. 2, 4, 6, 7, 8, čakaj, da malo dvignite roke, ko bomo lahko prešteli. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13. Kdo je proti? Hvala. Izvolite, gospod Bogdan. Za člana sveta javnega zavoda Vrtec Ljutomer predlagam Stanislava Simuniča, Radoslavci 38a, Pošta Mala Nedelja. Za gospoda Stanislava Simuniča, Radoslavci 38a, Pošta Mala Nedelja. Za, kdo je proti? Izvolite, gospod Bogdan, vaša beseda. Hvala, gospa županja. Za članico sveta javnega zavoda Vrtec Ljutomer predlagam gospod Frido Novak, ulica Prekomorski brigad 7, Pošta Ljutomer. Kdo je za gospod Frido Novak, ulica Prekomorski brigad 7 iz Ljutomera? Za, kdo je proti? Hvala lepa. Sklep o imenovanju javnega zavoda sveta osnovne šole Ivana Cankarja v Ljutomeru. Prosim predlagatelja, gospoda predsednika komisije, za pojasnila. Hvala. Smeh je prav zdravje, no pa smo malo smejali, kako še lepo delate. Predsednica Svete šole je v začetku januarja 2012 na občino Ljutomer naslovila vlogo za imenovanje 3 predstavnikov ustanoviteljice v svet osnovne šole Ivan Cankar Ljutomer. Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja je pozvala k predlaganju kandidatov za člane sveta šole. Na podlagi prejetih predlogov je komisija na svoji seji 27.2.2012 obravnavala
zadevo in predlaga občinskemu svetu, da kot predstavnike ustanoviteljice v svet osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer imenuje naslednje člane. Silva Perčič, ulica Jana Bavkarta 16, Ljutomer. Boris Lebar, Stročja vas 3D, Ljutomer. Lidija Belovič, Svetlična ulica 3, Ljutomer. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi kdo razpravljati? Gospod Tihomir Babič. V skladu s poslovnikom občinskega sveta bi predlagal naslednje člane. Silva Perčič, ulica Jana Bavkarta 16, 9200. Prosim, lahko najprej glasujemo v prvem predlogu. Razprava je, potem pa boste vredo, ja. Da, če želi kdo na predlagani sklep razpravljati, ne, potem dajem predlog sklepa na glasovanje. Občinski svet občine Ljutomer imenuje kot predstavnike ustanovitelja v svetu osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer naslednje člane. Gospod Silvo Perčič, ulica Jana Bavkarta 16 iz Ljutomera. Gospoda Borisa Lebarja iz Stročje vasi 3D, pošta Ljutomer. Gospod Lidijo Belovič, Cvetlična ulica 3, pošta Ljutomer. Mandat članov sveta traja 4 leta. Kdo je za predlagani sklep? Sedem za, kdo je proti? Za 7 proti 11. Izvolite, gospod Tihomir Babič, beseda je vaša. Hvala za besedo. Predlagal bi gospod Klaudijo Zadravec, Stročja vas 19B 9240 Ljutomer. Stročja vas 19B 9240 Ljutomer. Ta predlog je tudi prišel na komisijo za volitve in imenovanja. Potem gospoda Borisa Lebarja, Stročja vas 3D 9240 Ljutomer. Ja, posamezno, prvo. B. Na Cankarja Ljutomer. Za, kdo je proti? Izvolite, gospod Tihomir Babič, beseda je vaša. Gospod Boris Lebar, Stročja vas 3D 9240 Ljutomer. Kdo je za gospoda Lebarja, Stročja vas 3D iz pošta Ljutomer? Za. Eden. Gospod Tihomir Babič. Gospa Silva Perčič, ulica Jana Bavkarta 16, 9240 Ljutomer. Kdo je za to, da se imenuje tudi gospa Silva Perčič, ulica Jana Bavkarta 16 iz Ljutomera? Za, kdo je proti? Hvala lepa. Torej se v svet imenujejo. Občinski svet občine Ljutomer imenuje kot predstavnika ustanovitelja v svetu osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer naslednje člane. Gospod Silvo Perčič, ulica Jana Bavkarta 16, pošta Ljutomer. Gospod Boris Lebar, Stročja vas 3D, pošta Ljutomer in pa gospa Klaudija Zadravec, Stročja vas 19B, Ljutomer. Kdo je, mandat članov sveta traja 4 leta. Kdo je za predlagani sklep v celoto? Mandat članov še moramo potrditi, ne? Jaz bi vas prosila, če še mi potrdite prejšnji sklep kot celoto z mandatom traja 4 leta. Kdo je za? Mislim, da so glasno, ne? Ja, hvala lepa. Ja, prehajamo k sklepu o imenovanju javnega zavoda Sveta zdravstvenega doma Ljutomer. Predsednik Vima, prosim. Hvala.
Direktor zdravstvenega doma Ljutomer je občino Ljutomer obvestil, da poteče mandat dosedanjim članom sveta zavoda. Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja je pozvala k predlaganju kandidatov za člane sveta zavoda. Na podlagi prejetih predlogov je na seji 27.2.2012 sprejela, da občinskemu svetu predlaga, da se v svet zavoda predstavnika ustanovitelja imenuje Silvestra Perka, Drakovci 63, Jožeta Kramarja, Mekotnjak 2, Jožeta Klemenčiča, ob progi 7 Ljutomer. Hvala. Želi kdo razpravljati? Gospod Kavčič. Samo eno proceduralno vprašanje bi imel, ker bom imel potlej tudi svoj predlog, ali lahko omenjene člane predlagam v celoti in se enkrat glasuje o njih ali posamezno, samo to me zanima. Posamično. Še želi kdo besedo? Če ne, dajem predlog sklepa na glasovanje, in sicer občinski svet občine Ljutomer imenuje v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer naslednje predstavnike ustanovitelja. Gospoda Silvestra Perka, Drakovci 63, Pošta Mala Nedelja, gospoda Jožeta Kramarja, Mekotnjak 2, Pošta Ljutomer, in pa gospoda Jožeta Klemenčiča ob progi 7, Pošta Ljutomer. Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Kdo je za predlagani sklep? Sedem za, kdo je proti? Za 7, 12 proti, sklep ni sprejet. Vi želite besedo? V svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer predlagam Damjana Bogdana, Ludvika Bratoša 10 Ljutomer. Ulica Ludvika Bratoša 10. Glasujemo, lepo povem se. To je zato, da je... Ja, izvolite, gospod Panič. Zakaj ne? Zakaj ne? Ko smo predlagali predlog sklepa, je bila razprava, tudi zdaj lahko, to je po poslovniku. Izvolite, gospod Panič. Hvala za besedo. In bi sem samo eno vprašanje, ker vem, da je gospod Damjan zaposlen v svetu zavoda, mislim v zdravstvenem domu, pa tudi imeli so možnost sami zaposleni predlagati svoje ljudi. Mislim, da je tukaj se potem podre struktura članov sveta, če bo se predlagalo gospoda Bogdana noter kot zaposlenega in strani občine. Hvala za besedo. Vi želite? Aha. Ja, zelo zanimivo razmišljanje. Tudi jaz bom povedala svoje mnenje, absolutno. Nekoliko mi je znano, so v svetu zavoda zdravstvenega doma v Ljutomer že izvedli volitve, ne? In je zelo zanimiv predlog, da zaposlenega predlagamo kot predstavnika v svet zavoda, ki bi naj zastopal interese ustanovitelja. Jaz resnično dvomim v pristranskost delovanja. In jaz, gospod Bogdan, bi res razmislila o tem, če ste vi pravi kandidat ali ne. Dvomim, da lahko nekdo nepristransko deluje. In ta predlog res je malo moralno oporečen. In tudi čisto z profesionalnega vidika. Mislim, da si ustanovitelj kot takšni mora imenovati tiste predstavnike, ki bodo zastopal interese občine, ne pa interese delodajalcev. Še želi kdo besedo? Gospod Filipič pa gospod Vrbnjak. Eno me veliko čudim. Gospod Silvester Perko dela v zdravstvenem domu v Ptuju, pozna stvari na tekočem z računovodskimi posli. To je malo smešno, razumete, da take osebe pa še med vami je, pa za vas roke dviguje, nimate toliko v flačah, da bi ga podprli, oziroma da bi dvignili roke za njega, da bi ga lahko na listi gore. Hvala lepa. Gospod Vrbnjak, prosim.
Tudi jaz sem mislil za gospoda Silvestra Perka povedati. Zdaj ne vem, če mu je ga tudi na kandidatne liste, ampak glede tega, kaj je tudi gospod Filipič povedal, da je sigurno najbolj primeren za to komisijo, ker tudi dela v takem zdravstvenem domu na Ptuju, pa se verjetno najbolj razume na take stvari. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Ponič. Hvala za besedo. Ravno imam pred sabo statut zdravstvenega doma, ki v 10. členu govori sledeče. Organ upravljanja je svet zavoda. Svet zavoda ima 9 članov, ki ga sestavljajo predstavniki delavcev zavoda 2 predstavnika, ustanovitelja občine Ljutomer 3 predstavniki, ustanovitelja občine Križice 1 predstavnik, ustanovitelja občine Razkrižje 1 predstavnik, ustanovitelja občine Veržje 1 predstavnik ter zavarovancev 1 predstavnik. Predlagam, gospod Bogdan je sam delavec, mislim, da je imel ta možnost, da kandidira kot član zavoda, tako da ne vem, zakaj še tukaj enkrat potem. Hvala. Še kdo želi? Dajem predlog gospoda Kavčiča na glasovanje. Še predtem pa bom povedala, da bomo to seveda preverili, če je to združljivo ali ne. Kdo je za to, da gospod Bogdan Damjan iz ulice Ludvika Bratuša 10 postane član sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer? Kdo je proti? 13 za. Proti 4. Izvolite, gospod Kavčič. Za člana sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer predlagam Jožeta Klemenčiča, ulica okrogi 7 Ljutomer. Želi kdo kaj pokomentirati? Če ne, dajem predlog na glasovanje. Kdo je za to, da gospod Jože Klemenčič v progi 7 pošto Ljutomer postane član sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer? Za 15, proti 4. Naprej, gospod Kavčič. In pa v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer predlagam še Boštjana Pihlarja, Užiška ulica 2B Ljutomer. 2B. To je zato... gospod Vrni. So lahko samo 3 predloge, ali lahko tudi mogoče kakega? Jaz bi predlagal gospoda Silva Perka, Drakovci, Mala nedelja. Na glasovanje, kot so bili predloge. Kdo je za to, da postane član sveta javnega zavoda gospod Boštjan Pihler, Užiška ulica 2B Ljutomer? Kdo je za? Ne, za, kdo je proti? In kdo je za to, da postane član javnega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer, gospod Silvester Perko, Drakovci 63 iz Male nedelje? Kdo je proti? Devet proti, za 7. Dajem celotni sklep na glasovanje, in sicer občinski svet občine Ljutomer imenuje v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer naslednje predstavnike ustanovitelja. Gospod Bogdan Damjan, ulica Ludvika Bratuša 10 iz Ljutomera. Potem imam gospod Jože Klemenčič ob progi 7 pošta Ljutomer, gospod Boštjan Pihler, Užiška ulica 2B pošta Ljutomer. Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Kdo je za predlagani sklep? 14 za, kdo je proti?
3 proti. Sklep je sprejet. Prehajamo k imenovanju direktorja javnega zavoda ŠIM Ljutomer. Med nami pozdravljam gospoda Branka Žnidariča, edinega kandidata, ki se je prijavil na javni razpis, in prosim gospoda Branka Žnidariča, če se želi predstaviti. Jo, gospod Žnidarič, samo malo proceduralno se opravičuje, moja napaka. Imamo še dve mnenje. Samo malo še prosim za mir. Pardon, izvolite. Se opravičujem, gospod Žnidarič, izvolite. Se opravičujem, redo. Se opravičujem, samo da bo vse po poslovniku, najprej je na vrsti predsednik Vima, pa potem bomo dali direktorju in kandidatu za novega. Izvolite, gospod Vencel. Hvala lepa. Svet javnega zavoda ŠIM je na seji 20.2.12 sprejel sklep, da se izbere Branka Žnidariča za direktorja javnega zavoda šport, izobraževanje odraslih in mladino ter ustanovitelja zaprosil za soglasje. Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanje na svoji seji 27.2.2012 sprejela sklep, da se občinskemu svetu občine Ljutomer predlaga, da poda soglasje k imenovanju Branka Žnidariča za direktorja ŠIM-a, kandidata pa se povabi na seji občinskega sveta, da se predstavi. Hvala. Gospod Žnidarič, beseda vaša. Torej, ponovno lepa hvala za povabilo. Na današnji seji občinskega sveta so nekoliko drugačne vloge, kot sem bil pred mesec dnevi, takrat, ko so se pogovarjali oziroma ste sklepali o letnem programu športa. Danes je v bistvu na nek način pred malo naloga, da vam poskušam v par besedah predstaviti svojo vizijo 5-letnega delovanja, nadaljnega delovanja zavoda, ki veste, da je sestavljen iz 3 enot, in sicer športa, izobraževanja odraslih oziroma ljudske univerze in pa področja dela z mladimi, konkretno v zadnjem obdobju samo še glede zdravstvenega letovanja v Baški. Žal sem ravno danes dobil še zaenkrat neuradno informacijo, da bi se nekaj naj zalomilo na razpisu, kar se tiče samega organizatorja zdravstvenega letovanja v Baški, ampak ponavljam, to je neuradna informacija, ampak je prav, da jo povem, preprosto zaradi tega, ker nekateri starši že kličejo, kdaj je letos termin zdravstvenega letovanja. Predviden je bil od 14. do 25. avgusta, vendar zgleda, da DPM Murska Sobota, ki je v bistvu glavni organizator za celotno Pomurje, bojda ni bil uspešen na razpisu, se pravi, denarja ni v zadosti višine, kajti seveda je to zdravstveno letovanje bilo vsa leta do sedaj tudi sofinancirano, predvsem strani Ministrstva za zdravje v veliki večini. Zato so pa tudi otroci lahko odhajali na zdravstveno letovanje pod, bom rekel, zelo ugodnimi pogoji. Seveda, na vsak način bom poskrbel, da ste s tem, kakor hitro bo prišla uradna informacija, tudi ustrezno seznanjeni. Torej, kaj si predstavljam znotraj našega zavoda? Seveda si predstavljam, da na nek način poskušamo ohraniti strukturo samega javnega zavoda v takih obsegov in z takimi dejavnostmi, kot je to bilo v minulih 5 letih, pa še kakšno leto oziroma 2 zraven, odkar je nastopila reorganizacija Agencije za šport in je znotraj zavoda, torej so začele delovati še tudi ostale enote. Vi veste, da smo v tem 5-letnem minulem obdobju postali upravljalec z velikimi zahtevnimi športnimi objekti, kot so letno kopališče, kot je športna dvorana, novo zgrajena, Šic v Ljutomeru, da skrbimo za
50.000 kvadratnih metrov zunanjih površin in 5.500 kvadratnih metrov pokritih površin. Jaz verjamem, da bom z zasedbo, ki je trenutno na razpolago znotraj zavoda, 7, če sebe odštejem 6, jih je zaposlenih za nedoločen čas, 1 za določen čas, s tem, da so to razen računovodkinje in pa strokovnega delavca za področje izobraževanja odraslih, ostalo vsi vzdrževalci oziroma čistilke, ki jih seveda nujno rabimo, da lahko obvladujemo upravljanje in vzdrževanje tako zahtevnih objektov, kot so v Ljutomeru. Veliko veselje mi je, da so ti objekti zelo dobro obiskani, da živijo, tako poleti kopališče kot igrišča, tenis igrišča, nogometno igrišče, kjer posredno skrbimo tudi preko sistema javnih del, za kar se še enkrat zahvaljujem občinskemu svetu za razumevanje, da so nas pri prijavi na razpis tudi podprli. Kajti brez te pomoči seveda ne bi mogli obvladovati tako velikih kompleksov. V vsakem primeru si prizadevamo razvijati tudi nove storitve. Nenazadnje, naš zavod je letno udeležen z pridobivanjem lastnih sredstev v višini okrog 40%. Če pogledamo strukturo, se pravi 60% nam zagotavljate vi kot ustanovitelji, 40% pa potem preko trženja objektov in pa seveda z organizacijo lastnih prireditev. Jaz upam, da bo s časoma tudi obdobje krize začelo popuščati, ker pa verjetno to ne bo še tako kmalu. Tudi predvidevam, da bo prihajalo do posameznih, bom rekel, odstopanj, bodisi pri denarju, lahko je pa tudi to posledično računati tudi pri udeležencih, ki se bodo posluževali naših storitev. Se vemo, da vsak človek dvakrat pogleda, kaj se mu splača, kaj se mu ne splača, oziroma če si lahko še to privošči. In jaz upam, da ne bo šport med tistimi, pa te aktivnosti, ki izvaja naš zavod, kjer bojo ljudje začeli najprej šparati. Zaenkrat, hvala Bogu, temu ni tako in upam, da bo tako tudi v prihodnje. Potem se nam namreč tudi za zasedenost športnih objektov in zunanjih površin ni treba bati. Vsekakor bomo tudi z našim odnosom, pravi vseh zaposlenih v javnem zavodu, gradili predvsem na tem, da bi vzpostavljali z vsemi koristniki naših storitev dolgotrajni odnos. Se pravi, da prihaja, da se ljudje vračajo, da v jesen ponovno pridejo izvajati vadbo, da prihodnje leto ali pa letošnje leto, ker je pred nami za dobra 2 meseca že, bom rekel, v polnem razmagu priprava na naslednjo kopalno sezono, da tudi ti prihajajo ponovno nazaj v Ljutomer oziroma na ljutomersko letno kopališče. Vsekakor pri tem sem ne pozabljam na zaposlene, kajti zavedam se, kako pomembno je, če so zaposleni zadovoljni z delom, ki ga upravljajo, da vendarle čutijo, da imajo tudi možnost soodločati, da imajo možnost napredovati in zanimivo je, da so me tudi, ker pač smo v tem certifikacijskih postopkov standardnih kakovosti, ravno danes malo EPP-ja za našo firmo smo imeli certifikacijsko presojo in po 5 letih smo dobili eno priporočilo, vse ostalo je v redu, tako da bom rekel, celo strani presojevalcev Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje smo prejeli, bom rekel, pohvalno oceno glede organizacije in vodenja javnega zavoda v vseh 3 sklopih, ne samo v športnem delu, ampak tudi na področju ljudske univerze in pa tudi na področju dela z mladimi oziroma zdravstvenega letovanja. In ravno kakovost storitev je tista, ki si maksimalno prizadevamo, da je osnova, da bodo ljudje prihajali k nam, ime Šim
ugotavljam, da je tudi postalo prepoznano v lokalni sredini in to je pomembno, kajti hkrati s tem se seveda potem tudi čedalje več ljudi oglaša pri nas. Zelo vesel sem, da nam je v zadnjih letih, pa v letošnjem letu imamo ponovno pripravljeno nekaj projektov, ki jih mislimo prijaviti na razpise, predvsem na področju računalniškega opismenjevanja. Mi smo sedaj v zadnjih 2 letih skozi 60-urne tečaje speljali preko 240 ljudi, v letošnjem letu računamo okrog 300 ljudi in pa vsi ti tečaji so seveda brezplačni za udeležence. Cilji na področju športa seveda vsaj na takšnem nivoju, kot smo ga do sedaj, vzdrževati obseg prireditev. Imamo jih nekaj čez 90, konkretno za leto 2012 imamo 93 prireditev predvidenih. To so tiste, ki jih organiziramo, kajti v sklopu javnega zavoda upravljamo tudi strokovne naloge za športno zvezo, se pravi so prireditve, ki jih izvedemo pod imenom športne zveze. Ter na teh prireditvah pričakujemo do 4000 udeležencev. Na Ljudski univerzi absolutno še ocenjujemo za potrebno ohraniti oddelek osnovne šole za odrasle, saj po naših podatkih še vedno med 200 in 300 prebivalci občine Ljutomer, ki nimajo dokončane osnovne šole. Do sedaj nam je vsako leto uspelo napolniti oddelek osnovne šole za odrasle. Jaz jih bodrim s tem, da so ene izmed redkih, ki imajo končano 9 let, ko se še mi nimamo. Smo pač v neki drugi časi hodili v osnovno šolo, ko je bila 8 let. In moram reči, da je pri tem določen problem, saj občutijo ljudje določeno obliko nerodnosti, nerodno jim je, sramnih je, ampak vendarle potem po 2-3 razgovorih se pa odločijo in pridejo in se pišejo. S tem pa se jim dejansko začnejo odpirati vsa vrata, možnosti pridobivanja novih znanj in izobrazb, kar je na današnjem svetu izredno pomembno. Kot že rečeno, pri enoti Mladina izvajanje zdravstvenega gledovanja otrok v Baških, če bo, jaz srčno upam, da temu ne bo tako, kot se uvodno informacijo povedal in da bomo to zdravstveno letovanje v veselje vsako leto preko 170 otrok ponovno lahko izpeljali. Drugi cilj, ki je vezan pa seveda na poslovanje, je pa ohraniti doseženi tržni delež, vsaj je tam okrog 25%, čeprav povprečje zadnjih 5 let od 2007 do 2011 kaže celo povprečje 34% tržnega deleža, tudi do 40%, pa prek je segalo, ampak tisto so bili neki drugi časi, prihajajo pa zopet neki drugi časi, katerim se je treba sproti prilagajati in finančne načrte, ki jih sprejmemo znotraj sveta zavoda, seveda sproti letno spremljamo, polletna poročila so pa potem že kar neki pokazatelj, če smo na pravi poti oziroma če treba kakorkoli narediti notranja usklajevanja. Jaz upam in verjamem, da ne bo vsaj v teh zadnjih letih ni bilo potrebno prihajati po dodatna sredstva v občinski proračun, ampak smo poskušali toliko zategniti. Tudi sedaj smo se odločili, recimo, da nimamo več zunanjega čistilnega servisa, ampak smo notranjo prerazporeditev z notranjimi ljudmi rešili čiščenje tudi poslovnih prostorov in to je prihraniti tam med 3 in 4 tisoč evrov, ki je za naš zavod zelo velik denar. Torej, na vsak način imamo željo, da stabiliziramo finančno poslovanje, da obvladujemo finance in poslovanje zavoda in pa seveda tudi vse postavljene naloge, ki jih na eni strani pričakuje od nas, se pravi vi, kot ustanovitelji, na drugi strani pa tisti, za katere smo ustanovljeni. In tisti so v moji glavi vedno najpomembnejši, to so koristniki naših storitev, oziroma uporabniki ali tisti, kateri prihajate iz gospodarstva, to so kupci. Kajti njim je vse skupaj to
to namenjeno. Zato se tudi maksimalno potrudimo, da jih povprašamo, da imajo možnost povedati, s čem se strinjajo, s čem se ne strinjajo, da imajo možnost predlagati tudi določene pomanjkljivosti, ki so jih opazili. In tu in tam se kdo, ampak malo hudomušno rečeno, celo zmoti in nas pohvali, da smo dobri. Toliko za enkrat, ker ne vem, koliko časa je predvideno za te zadeve, če pa je kakršnokoli vprašanje, bom pa z veseljem odgovoril, če bom vedel. Hvala lepa. Ima kdo vprašanje mogoče za gospoda Žnidarčiča? Gospod Lah. Lep pozdrav, tudi moje imeno Branko. Jaz bi vprašanje imel glede, ko smo se samo omenili finančne situacije, tudi mogoče staršev nekaterih nadaljnih športnikov, ne vem, te različne partizane in TVD, to spada pod vaš športno zvezo, ne, mislim, je to pod vašem, ne, in prosto, če imajo tudi te zveze znotraj šima, kakršne kole rezerve, ne, da bi ne bi dvigovali prispevkov, ne, kot se je to zgodilo pri košarki, in da bi ste nekje notranje rezerve našli, če ima kjer enega ali pa dva otroka, ne, se to pozna takoj na mesec in bi prosil, če bi lahko neke notranje rezerve še dodatno poiskali, ne, in bi to bilo nekje današnjemu času primerno višino soodeležbe staršev. Hvala lepa. Ja, gledajte, jaz sem že zadnjikrat pri obravnavi letnega programa športa povedal, mi sicer povezujemo glavnino oziroma vsa športna društva na območju občin Ljutomer in pa Veržeja, vendar nimamo nobene postrojnosti posegati znotraj njihovih pravil oziroma tudi glede vplivanja na višino članarin, ki sprejemajo in pa pristopnin, ali kako to imenujejo, ne, če sem prav razumel, gre za to tisto, ki se mesečno pač prosi starše, da so financirano izvajanje programov. Vem, težava je huda. Težava ni huda samo v naši lokalni sredini, lahko zdaj spremljate zadnje čase, kako težko je začelo postajati tudi na državni ravni, saj je ministrstvo prejšnji teden sprejelo odločitev, da več ne sofinancira tudi 127 trenerjev, to je tistih, ki so bili odgovorni in ki so skrbeli za ravno najobčutljivejšo populacijo, to je za šport mladih, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport. Vi pa veste, kakšni rezultati so prihajali v zadnjih 2 mesecih. Res, nadpovprečni rezultati. Žal je med temi trenerji tudi naš domači trener, judoist Aleš Vrbančič, ki je praktično od 1.3. tudi ostal brez plače. Zaradi tega bo delal naprej, ker nekateri so v športu pač taki, da imajo šport radi, poskušajo in verjamejo, pa tudi jaz osebno verjamem, da se bodo te zadeve tudi v slovenskem prostoru uredile. Ravno danes bi mogel iti na izredno sejo z ministrstvom po tisti oddaji, če je kdo snoči spremljal Studio City, tam, kjer so bili predstavniki novega direktorata oziroma direktor direktorata za šport, Iztok Čop in pa še strani odbora za šport, vrhunski šport pri Olimpijskem komiteju, da bi se dogovorili, na kakšen način poskušati ohraniti vsaj za to 5-mesečno obdobje do olimpijskih iger status športnikov nedotaknjen. Seveda, posledično to udarja v lokalno sredino. In posledica tega, če recimo iz državnega proračuna več ne sofinancirajo te trenerjev, ti trenerji živijo pri nas, delajo v naših klubih in kakšen mesec bo že zdržali ali pa 2, dosti več pa ne. Jaz vam povem tudi informacijo, sprejemajo se sklepe po posameznih nacionalnih panožnih zvezah, znižujejo plače od 10 do 30%, trenerji, bojim se črnega scenarija, da se nam zgodi to, kak se nam je pred leti, takrat, ko smo imeli Križaja, Petroviča in podobne zvezde, ko nam je ves smučarski kader, trenerski odšel tujino. In tudi zdaj se nam lahko zgodi, ker imamo dober trener spostavljeni. Mi smo imeli sestanek v petek tudi s predsedniki Evropskih olimpijskih komitejev Srednje in jugovzhodne Evrope v Ljubljani. Dejansko nas vsi prosijo, naj
naj jim povemo recept, na kakšen način se pride do takšnih rezultatov, kot jih dosegajo slovenski športniki. Jaz sem se malo pošalil, pa sem rekel, vzemite in denar stran, pa boste videli, kaj bojo naredili. Ampak ne tega vzeti dobesedno, da se ne zamisli, da tudi pri nas lahko pridemo do boljših rezultatov, če se denar vzeme stran. Ampak druge države namreč dosti izdatne sofinancirajo šport. Ne? Jaz ne govorim sedaj o lokalni skupnosti, ampak ob tem, jaz sem zdaj malo zašel, po svoje pa tudi razumem uprave posameznih športnih društev, preprosto zaradi tega, to smo tudi ugotovili sami, da je zelo težko dobiti, če še sploh kje v Ljutomeru sponzorsko sredstvo. To je problem. To je problem in dejansko športno zvezo, niti z zavodom, ne gremo že zadnjih 5 let prav k nobenemu sponzorju, ravno zaradi tega, da ne bi slučajno kateremu izmed društev pobrali denarja, da jim pustimo odprta vrata. Evo, v tem delu se maksimalno res trudimo tako na zvezi kot na zavodu, da ne gremo nikamor po sponzorska sredstva, ker vemo, kako bi lahko to otežalo delo tistim, ki vsebine športu dajo, to so pa športno društvo in klubi. Brez njih športa v Sloveniji ni. Ni ga v Ljutomeru, ni ga v Sloveniji, ni nobene nacionalne panožne zveze, ni nobenega olimpijskega komiteja, ni ničesar. Hvala za besedo. Jaz bi se samo navezal na to, da poznam delo direktora javnega zavoda ŠIM, sodelujemo tudi poslovno in moram povedati, da sem zelo zadovoljen z vašim delom. In bi vas upal dati v naši občini kot vzor drugim javnim zavodom, da bi se vsi skupaj lahko kaj od vas naučili. Predvsem leti to na to, s koliko ljudmi obvladujete kako velike objekte in kako odgovorne naloge. In sploh ne vidim razloga, da vas danes ne bi potrdili, to soglasno, upam, ker v naši sredini se lahko želimo samo takih ljudi še več. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Če ne, dajem predlog soglasja na glasovanje. Občinski svet občine Ljutomer daje soglasje k imenovanju Branka Žnidariča, lokalci 72B, Pošta Križevci pri Ljutomeru za direktorja javnega zavoda za šport in izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer. Svet javnega zavoda za šport in izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer je direktorja izbral s sklepom številka 48/10 z dne 20.2.2012. Kdo je za predlagano soglasje? Soglasno. Iskrene čestitke gospodu direktorju in uspešno delo še naprej. Hvala lepa vsem skupaj. Se bom potrudil maksimalno, da boste še naprej zadovoljni. Pa hvala lepa za pohvalo. Mi je prav malo narodno, no? Hvala. Hvala lepa. Prehajamo k podaji mnenja in sicer najprej k imenovanju kandidatke gospe Brigite Hojnik, stanovišče Bratislavci 52A, Pošta Polenšek, za ravnateljico osnovne šole Janka Ribiča Cezanjevci. Mnenje se posreduje svetu osnovne šole Janka Ribiča Cezanjevci. Predsednik Vima, prosim za uvodna pojasnila. Hvala. Svet osnovne šole Janka Ribiča Cezanjevci je z vlogo 5.3.2012 zaprosil občino Ljutomer za mnenje o kandidatki, ki se je prijavila na razpis za ravnatelje osnovne šole Janka Ribiča Cezanjevci. Na razpis sta se sicer prijavili 2 kandidatki, vendar je ena izmed kandidatk podala pisno odstopno izjavo od kandidature. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na seji, to je danes 20.3.2012, vlogo obravnavala in soglasno občinskemu svetu občine Ljutomer predlagamo, da poda pozitivno mnenje. Hvala lepa. Mislim, da ni gospa Hojnikova med nami. Aha, se je opravičila. Kandidatko smo povabili tudi na sejo občinskega sveta, vendar smo ugotovili, da je na porodniškem in se seje ne more udeležiti. Hvala. Še koga kaj zanima, prosim?
Če ne, dajem predlog mnenja na glasovanje. Občinski svet občine Ljutomer daje pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke Brigite Hojnik, stanujoče Bratislavci 52A, pošta Polenšak, za ravnateljico osnovne šole Janka Ribiča Cezanjevci. Mnenje se posreduje svetu osnovne šole Janka Ribiča Cezanjevci. Kdo je za? Soglasno, prisotnih je 19. Ne? Ja. Potem še prehajamo k podajanju mnenja k imenovanju kandidatke gospe Brede Žunič, stanujoče Bolehnečici 3, pošta Svet Jurij v Pščavnici, za ravnateljico osnovne šole Mala Nedelja. Predsednika Krima, prosim. Hvala. Svet osnovne šole Mala Nedelja je z vlogo z dne 6.3.2012 zaprosil občino Ljutomer za mnenje o kandidatki, ki se je prijavila na razpis za ravnatelja osnovne šolo Mala Nedelja. Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanje je na seji 20.3. vlogo obravnaval in soglasno občinskemu svetu občine Ljutomer predlagamo, da poda pozitivno mnenje. Kandidatka se povabi na sejo občinskega sveta in je tu. V naši sredini lepo pozdravljam gospod Bredo Žunič in prosim, če se mi pridružite, da boste se malo predstavili. Lepo pozdravljeni, hvala lepa, da ste me povabili, ne bi vam jemala dragocenega časa. Na kratko bi se predstavila, bi pa želela, da me sami kaj povprašate ali pa kdaj obiščete našo šolo. Torej, v osnovni šoli Mala Nedelja sem zaposlena 25. leto, 20 let sem poučevala slovenščino in na željo sodelavcev so pred leti predlagali, da pač izpolnim ali si pridobim pogoje, ki so bili potrebni za imenovanje ravnatelja. In tako sem se odločila, končala tudi drugo stopnjo študija in šolo za ravnatelje ter pač vse tiste zadeve, ki jih je bilo potrebno. Za mano je prvi mandat in verite, da sem naredila enako. Tudi sedaj, ko predem je torej svet zavoda sprejel sklep o razpisu za ravnatelja, sem spet vprašala v svojem kolektivu, ali me pri mojem delu še podpirajo, ali me podpirajo v tem, kako vodim zavod, kakšne so moje želje, kakšna je vizija naše šole in vrtca. So me soglasno pri tem podprli, tako v vrtcu, kot v šoli, kot tudi tehnični delavci. Šele takrat sem tudi napisala prošnjo oziroma se ponovno prijavila na razpis. Osnovna šola Mala Nedelja skupaj z vrtcem bo še naprej delovala z vsemi društvi, obema krajevnima skupnostima in tudi v občinskem merilu, saj vemo, da šola mora biti vključena v okolje, v katerem dela. Verite, da naši učenci in tudi otroci vrtca nastopajo na raznoraznih prireditvah, ki oziroma kamorkoli nas povabijo in dobimo kar lepe pohvale. Druga zadeva, ki je povezana z vodenjem šole, mogoče na kratko, veste, da šolstvo in predšolska vzgoja sta povezana s financiranjem tako iz strani občine kot ministrstva in to so strogo namenska sredstva, ki jih tako tudi uporabljamo. Ne bi govorila toliko o viziji vodenja glede pedagoškega in vzgojnega dela, vendar moja želja je, da bi vsi moji sodelavci zadovoljni prihajali in odhajali na delo, kajti šele takrat bodo tudi delali tako, kot je treba, in da bi naši otroci iz vrtca prihajali pozitivno usmerjeni, lepo vzgojeni in da bi osnovno šolo zapuščali z ponosom, da lahko rečejo, da so bili učenci osnovne šole Mala Nedelja. Naši učenci so v srednjih šolah tudi dokaj uspešni, tako da upam, da bomo to tudi nadaljevali. Zdaj konkretno mislim, da niti ni za vas toliko zanimivo, da bi vam govorila o tem, kaj na katerih področjih želimo doseči, bi pa mogoče, če me kdo želi vprašati ali pa tudi kdaj obiskati, so naša vrata vedno odprta in vsak izmed vas je dobrodošel v osnovni šoli ali vrtcu pri Mali Nedelji. Hvala lepa. Izvolite, beseda vaša. Gospod Filipič.
Županje, hvala za besedo. Zakaj se ne bi jaz oglasil, če sem tudi z male nedla, ne? Pa gospod Bredo poznam ko svoj žep, če sem odkrit. Vem, da dobro vodi zavod, vem, da ima tudi včasih težave, največji problem pa težave za Vrtec. Zdaj še, hvala Bogu, tisti par metrov zraven je tisti zapuščeni hotel, če se ne motim, ne? Da imate tam neki 2 oddelka, da se na ta način nekako rešila zadeva, drugače pa jo predolgo poznam, da je nima kdo kaj očitati, še manj pa kolektiv, vkolikor jo podpira tak naprej kot to, ne. Eno zadevo pa bi jo mogel pohvaliti izredno, ko je sedaj namestila na šolo pa na telovadnico, ne vem zdaj, če to spada pod elektrarne sončne ali spada pod... No, dobro, nekdo je bil pobudnik, samo od sebe ni prišlo, ne. Tako da jaz vas podpiram 100% in tudi upam, da bo vas drugi. Hvala lepa. Hvala lepa. Še želi kdo besedo? Če boste še vi kaj, gospod? Ni treba. Potem pa dajem predlog mnenja na glasovanje. In sicer občinski svet občine Ljutomer daje pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke gospe Brede Žunič, stanujoče Bolehnečici 3, pošta Sveti Jurij v Pščavnici, za ravnateljico osnovne šole Mala Nedelja. Mnenje se posreduje svetu osnovne šole Mala Nedelja. Kdo je za? Soglasno, prisotnih pa je še vedno 19. Iskrene čestitke, gospa ravnateljica, in mi si seveda želimo, da boste za naše občane iz najmlajše še naprej tako lepo skrbeli in vzgajali. Hvala lepa za podporo. Še preden bi zaključila imenovanja, pa bi jaz imela eno pobudo in bi tudi prosila, če jo lahko dam na glasovanje. In sicer meni je zelo žal, da gospod Perko Stanislav ni bil imenovan v svet Zavoda zdravstveni dom Ljutomer. Kot je že bilo povedano med samimi svetniki, ima bogate 20-letne delovne izkušnje in zelo dobro pozna poslovanje zdravstvenih domov, ker dela računovodstvo v Zavodu na Ptuju. Bil je tudi moj predlog to in me je iskreno žal, prav tako pa tudi za Lidijo Belovič. Ampak moja pobuda, imam pravico tudi tako povedati, menda ne? Gospod Kavčič, imate kakšno pripombo mogoče? Ne, je to prav, ok. Bi pa dala eno pobudo. In sicer mi imamo v vsakem zavodu imenovane predstavnike v svetu zavodov. In normalno je, da vsi ti člani delujejo v interesu ustanovitelja, se pravi občine Ljutomer. V enem letu pa 5 mesecev se je žal na občino, preden je bil sklican svet zavoda, obrnilo zelo malo predstavnikov, ki so imenovani v svete zavodov strani občine. Glede na to, da tudi vi večkrat predlagate, da je predhodno potrebno uskladiti določena stališča, ki jih naj prenašajo tisti, ki so v svetih zavoda, predlagam, da se pred vsakim sklicem svetov zavoda ti imenovani člani ali seznanijo o tematiki občinski svet in občinski svet zavzame določeno stališče, potem pa imenovani predstavniki zastopajo to stališče v svetu zavoda, ali je to občinska uprava, ali pa predlagam, da je to celo občinski svet. In izmed tistih članov, ki so imenovani v sveti zavoda, predlagam, da tudi, če je to kateri izmed svetnikov, da svetnik tudi seznani v tej zadevi občinski svet in da občinski svet tudi zavzame potem določeno stališče, ki ga potem tam tudi zastopa in zagovarja. Mislim, da je potrebno ščititi interese ustanovitelja in se o tem tudi predhodno posvetovati. Jaz bom dala mojo pobudo na glasovanje, vkolikor se strinjate, da se v zadevah, ki se obravnavajo na svetih zavodov, člani imenovani potrudijo, da predhodno seznanijo ustanovitelja in da se izoblikuje stališče, ki ga bodo seveda takrat na sklicanih sejah tudi zastopali. Kdo je za predlagano mojo pobudo?
13. Kdo je proti? Hvala lepa. Pobuda je sprejeta. Prehajamo k informacijam. In sicer glede dvorca Jeruzalem bi prosila gospod Žnidaričevo, da nas malo seznani. Že na prejšnji seji smo vam podali obširen odgovor glede postopkov v zvezi z dvorcem Jeruzalem in takrat tudi navedli, da se je dala delati oziroma da se je naročila revizija vseh dosedanjih cenitev in opravljenih del na dvorcu Jeruzalem. Sedaj smo to cenitev prejeli. In sicer 16.2.2012 pooblaščeni cenilec je obdelal vse 3 cenitve, ki so bile predhodno narejene s vseh strani, se pravi strani najemnika, strani podnajemnika in strani občine Ljutomer in iz predloženih cenitev in tudi dejanskih ogledov je ugotovil, kar smo vam tudi navedli. Dejansko je bilo ugotovljeno, da je upravičen strošek za obnovo in opremo v višini 1.898.160,39 evrov, pri čemer pa seveda ni upošteval razlik zaradi morebitnega dviga kvalitete obnove in opreme ter dvigala, kar je izvedel oziroma zahteval podnajemnik. V informaciji smo podrobno navedli, kako je do teh ugotovitev prišel. Cenitev je seveda obširnejša, vendar je zaenkrat nismo prilagali, ker s cenitvijo še niso seznanjene vse stranke. Smo pa se z tako najemnikom in podnajemnikom pogovarjali in v nadaljevanju bi še enkrat sklicali vse vpletene strani, da bi nekako sporazumno prišli do podpisa aneksa k najemni pogodbi, v katerem bi določili končni znesek vlaganj in potem seveda tudi obdobje, v katerem ni potrebno plačevati najemnine in se poračunava z vloženimi vlaganji, od kdaj naprej pa se začne zaračunavati najemnina. Če še mogoče koga kaj zanima. No, v tej informaciji je tudi zapisano, da imam predlog, pa bi mogoče prosila tudi vas za vaše mnenje, da bi vseeno imenovali eno komisijo, ker želimo upraviti še enkrat razgovor z najemnikom in pa z tistim, ki je vlagal v infrastrukturo in to komisijo bi po mojem predlogu sestavljal predsednik odbora za finance kot predsednik, potem predsednik odbora za gospodarstvo in pa predsednik nadzornega odbora. Pa me zanima, če se vi s tem strinjate. Mi smo zdaj dejansko, tako kot je povedala gospa Žnidarič, poročila dobili cenitvena, zdaj pa nameravamo čim prej sklicati sestanek in bi pač glede na to, da pri nekaterih zadevah je prav, da ste zraven in da ste seznanjeni, predlagam, če se strinjate, da se za to tudi vključijo predstavniki, kot sem imenovala. Želi kdo komentirati zadevo, povedati svoje stališče? Bo pa seveda na podlagi razgovorov pripravljen predlog za rešitev, ki ga boste vi seveda potrdili. Če ne, prehajamo k informaciji o čistilni akciji Očistimo Slovenijo 2012. Prosim gospod Andrejo Toreč, da nam malo zadevo predstavi. Kratko bi vas sam seznanila v zvezi s čistilno akcijo
Kot veste, 24. marca, to je zdaj za soboto, poteka vse slovenska čistilna akcija Očistimo Slovenijo 2012. Aktivnosti v zvezi s to akcijo že na veliko potekajo, mogoče samo malo kronološko. Organizator te akcije je Društvo ekologov Slovenije. Mi smo že konec lanskega leta za njihove strani dobili obvestilo, da se pripravlja ta akcija. Na podlagi tega smo potem 20. januarja sklicali sestanek na občinski v sejni sobi, na katerega smo povabili vse krajevne skupnosti, vse javne zavode in jih seveda za to zadevo tudi seznanili. Kasneje, to je 9. marca, je bil ponovno sestanek z vsemi predsedniki krajevne skupnosti, kjer se je konkretno dogovorili, kako se bodo te stvari izvajale. Sam postopek oziroma sam način organizacije je taki, da pobudo glede lokacij čiščenja prevzamejo oziroma določijo krajevne skupnosti, kar so tudi že v večini naredile. Vsak predsednik ve, kje se bo čistilo. Zbirna mesta so pred vsemi gasilskimi domovi, ki jih je 24 na območju občine Ljutomer. Občina Ljutomer bo zagotovila rokavice, vrečke in pa pijačo ter hrano, tako je bilo tudi dogovorjeno. Jaz se opravičujem, prejšnji teden me ni bilo žal, pa sem kome danes videla, da je prišel dopis z Cero Puconci, nam ponujajo vse vrečke, tako da smo dobili 1500 vrek za njihove strani, ostali material bomo sami nabavili. Z predsedniki krajevne skupnosti pa je tudi dogovorjeno, da si bodo sami določili, kako bodo hrano zagotovili. Eni so pač predlagali golaž, eni so predlagali kislo juho, eni so predlagali klobase. Z direktorjem so se zmenila pač, na kakšen način bomo to organizirali. V glavnem, sodelovale bodo vse osnovne šole, kljub temu, da so šole dobile obvestilo, da organizirajo čistilno akcijo 23. marca. Si je v svoj letni program to vključila edina osnovna šola Ivan Cankar. Vendar po razgovoru so se tudi sami odločili, da bodo 7., 8. in 9. razred poslali na to čistilno akcijo. Danes zjutraj me je ravno kar klicala ravnateljica in je povedala, cirka 160 učencev se bo udeležilo z osnovne šole Ivan Cankar te čistilne akcije, vse ostale šole pa glih tako. Zdaj, učenci se bodo udeležili čistilne akcije tam, kjer so doma. Mislim, osnovna šola Ivan Cankar ima 10 šolskih okolišov, zdaj vsi ne bodo prišli v Ljutomer, ampak grejo pač Nošnici, Babinci, kjer pač bodo. Akcijo se bo udeležilo tudi 70 gimnazijcev. Po zadnjih podatkih, kar sem jih dobila nekje z strani predsednikov krajevne skupnosti, od cirka 800 občanov bi naj bilo, tako predvidevajo. Zdaj, lahko jih bo več, lahko jih bo tudi manj. Seveda pa ste vsi svetniki vljudno vabljeni, da pridete v soboto ob 9. na predgasilske domove z dobro voljo in vse vas tam počaka in da očistimo tiste stvari, ki jih pač imamo. Res je, mi se tega tudi zavedamo, da so lokacije, ki so že bile pred 2 letoma, če se spomnite, ta akcija že potekala, so bile očiščene, vendar se je zopet znova pokazalo, da so iste lokacije onesnažene. Zavest ljudi bo treba malo spodbuditi, da bodo začeli razmišljati malo na drugačen način, da ne bodo nosili, glede na to, da imamo zbirni center, ki je zastojen za vse občane v občini Ljutomer, imamo ločeno zbiranje, imamo vse. Žal se pa pojavlja največji problem pri vseh teh akcijah, je odlaganje gradbenega odpadka, pa nevarnih odpadkov, kar ni zagotovljeno na zbirnem centru, to se tudi nekako dogovarjamo, da bi nekako posebej probali učistiti. Tako da res, vsi vabljeni na vsakem svojem območju, da prijete pred gasilske domove, pa se vsi skupnimi močmi očistimo pač občini Ljutomer. Hvala lepa. Še mogoče kakšno vprašanje? To pomeni, da se udeleži tudi 20 svetnikov, ena svetnica, županja, vsi sodelavci občinske uprave, ne? Gospod Roškar, vi hočete besedo? Hvala za besedo. Ja bi rekel, veliki onesnaževalci pri nas v naravi so Madžare. Kajte, ti lečajo po Pomurju tako mrhovinare. Konkretno pri sosedi so razgradili osebni avto. Imeli so 2 avta, v enega so trpali pločevino, pa to je uporabno, v drugega pa so noter natrpali plastiko pa steklo. In smo videli, en pelal proti Madžarski, drugi je gor pomote. In smo jih zalotili, da so lepo iz tega kombija metali ven vse to. Na srečo smo rekli, da bomo poklicali policijo, teba so nazaj noter strpali, ampak so neki indi ven smetali. Tako da, samo pravim, Tako, samo hvala. Gospod Roškar, jaz vas vabim, ko v takšnih primerih tudi pozovete občinsko inšpekcijo. Dobro? Aha, dobro, zdaj ga imate? Bomo vam poskrbeli. Dobro, če ni več vprašanj. Gospod Lipovec?
Hvala za besedo. Jaz imam samo vprašanje glede odpadkov. Tu je gradbeni material pa kože. Kako ste se zmenili s tem? Čujem, da nisem že v začetku povedala, tudi za strani organizatorja prišlo v tej akciji, se ne zbirajo gradbeni odpadki in nevarni odpadki, ampak se zbirajo mešani komunalni odpadki, kateri se morajo že ločevati na izvoru. Se pravi, gradbeni odpadkov in nevarni odpadkov se v tej akciji ne pobira. Ker tu gre v bistvu priporočilo tega društva je, da bi vse ena oseba zbrala, napolnila 120-litrsko vrečko, tako moram reči. Tudi ze strani CR Puconci smo dobili obvestilo, če se bodo odpadki pripeljali v Puconce kot ločeni odpadek že na izvoru, bo to brezplačno. Če pa se bodo pripeljali kot mešani odpadki, bodo pa zaračunani po njihovi tržni ceni oziroma imajo določeno pač kak bo. Tako da že zdaj apeliramo na vse krajevne skupnosti čim več zbirati na izvoru kot ločeno. Še? Gospod Ljubovec? Dobro, to se zdaj ne bi jaz zadovoljen z odgovorom, ker sem pita kože komu dali, zdaj pa gre, vsi odpadki grejo v Puconce, što da jih voza? Čujem, to je že vse dogovorjeno za krajevnimi skupnosti, vse krajevne skupnosti so se dogovorile za svoj prevoz, pripeljajo jih na zbirni center Ljutomer. Komunala kot izvajalec pa je brezplačno odpelje v Puconce. Tako da iz tega stališča pa ni stroškov, ne? No, mislim, da je tu res potrebno pohvaliti, pa se zahvaliti tudi predsednikom krajevnih skupnosti. Največ koordinacije je bilo z njimi, tako da res predsednikom, kaj je iskrena hvala, plus tega tudi komunalno-stanovanjskemu podjetju pa CEROP-u, ne. Mi pa smo zdaj, pa društvom, vsem, ki pač in pač bi bilo priporočljivo, da se vsi vključimo v to akcijo. Gospod Haric? Ja, jaz bi ponovil to vprašanje od Aleša. Kaj naredimo v primeri, ko najdemo svinjske kože, tega se ogromno najde. Če je kakšna rešitev? Načeloma niso komunalni odpadek in se tudi v tej akciji ne zbirajo. Jaz moram povedati, da zbirni center v Ljutomeri ima dovoljenje za zbiranje določenih odpadkov samo, ne, in vse tisto, kar je izven, jih uradno oni ne bi smeli zbirati. Če dobijo inšpektorski ogled in inšpektor najde odpadek, ki ne spade na zbirni center, je izvajalec, se pravi, to je komunalno-stanovanjsko podjetje, ki upravlja z zbirnim centrom, lahko kaže, so problematike. Recimo tudi gradbenega odpadka ne more zbirati zbirni center, se lahko pelje samo direktno v Puconce, ampak to se vse plača. Vse mi pogovarjamo na neki način, kaj bo s temi gradbenimi odpadki, ker tega ogromno po gozdovih, pa po šumah, pa na črni odlagališči, ker tamo tako rečem, tudi kože so problem. Jaz se nekdaj spomnim, da so kože zbirale določeno območje, vem, da je bilo na Razkrižju, mislim, ker je Fischer imel, ampak to pa ni, to ni več obvezna gospodarska javna služba, kaj temu tako rečem, ne, ki jo mora zagotavljati občina. To zdaj ni pravi odgovor, kaj sem vam rekla. Bi bilo treba zagotoviti, ampak nima, žal nima. No, pojasnilo je, da ni komunalni odpadek. Ko pa se pojavi koža svinjska, ne, ali pač kakšna drugačna, je potrebno poklicati veterinarskega inšpektorja. In on je pristojen, da odredi, kam to pač odložite. Ja. Najboljše, da evidentirate, pa bomo enkrat gospoda Sočiča poklicali v Ljutomer, pa se lahko zmenimo za en sestanek. Bi pa bilo, prosim, kaj evidentirate, če se na takšne odpadke naleti, ne? Še kaj? Če ne, predlagam, da preidemo k zadnji točki dnevnega reda, in sicer poročilo nadzornega odbora za leto 2011. Med nami pozdravljam gospoda Cirila Magdiča, predsednika nadzornega odbora, in prosim, da nam predstavi poročilo. Gospa županja, gospa svetnica, gospodje svetniki, gospod direktor, prisotni, lepo pozdravljeni v imenu nas, nadzornikov občine Ljutomer. Mineva eno leto, odkar smo začeli z tem našim poslanstvom, v bistvu se vam želim najprej zahvaliti za zaupano pač naše poslanstvo oziroma za nalogo, pač v bistvu za vse, kaj ste nam namenili. Kot vsak začetek je bil tudi naš začetek težek. V bistvu smo se v nadzornem odboru srečali ljudje, kateri večina od nas sicer ni imela nekih izkušenj z upravljanjem nadzorov, ampak z izobraževanjem, pa z vsem ostalim smo potem to vrzel popolnili. V
V preteklem obdobju smo opravili 3 oziroma 5 nadzorov pač porabnikov proračunskih sredstev. Pri pregledu kakih bistvenih nepravilnosti nismo ugotovili. V glavnem ni šlo za kakšne zlorabe oziroma taj bistvene nepravilnosti, ker bi lahko očitali pač porabnikom hujše kršitve. V 2 primerih smo pač pa porabnike opozorili pač na vestnejše ravnanje oziroma podali neka priporočila. Mislim, da ste ta naša poročila o naših ugotovitvah pa že prejeli. Zdaj, kar zadeva naše poslovanje oziroma sodelovanje z župani občine in pa potem z drugimi, moram povedati, da je pač sodelovanje potekalo, kot si lahko samo želimo, nekje na takem primerljivem nivoju z županjo in s predstavniki oziroma zaposlenimi na občinski upravi. Nekoliko hujši odnosi so bili z nadzorovanimi pač osebami oziroma odgovornimi osebami, katere so se praviloma nekoliko težje postavili nam po robu v fazi pač opravljanja nadzora oziroma pri preverjanju pač pravilnosti in zakonitosti poslovanja. Ampak mislim, na koncu smo našli taki primeren dialog in opravili svoje poslanstvo v redu. Zdaj, hotel sem vam povedati en kup stvari, samo sem pa ugotovil, da ste vsi prejeli to našo poročilo, tako da kaj bistvenega vam v tej zvezi več ne bi razlagal. Nekoliko hujše oziroma nekoliko več nalog smo si zadali za to letošnje leto, ampak v tem našem programu delu v tem letošnjem letu boste še posebej obveščeni. Gospa županja, mislim, da na eni izmed prihodnjih sej boste tudi posredovali ta naš plan nadzora. V bistvu smo pa ta naš plan nadzora za to leto 2012 nekoliko drugače usmerili. V bistvu smo ga usmerili v denarni tok, torej ta tok, kateri prihaja v občino, v ta naš proračun, in pa potem tok denarja, kam gre, mislim, po nekaterih namenih. Tako da to bo še potem pa predmet posebnega razgovora tu pri nas, v glavnem pa mislim, da bomo se županjo pa kar dobro pomenili. Podali smo en kup pobud in pripomb, med drugim je tudi bila pobuda za spremembo vrednotenja oziroma za spremembo pravilnika o pač denarnih nadomestilih. Zdaj zaenkrat še nismo prišli na iste bregove rek v skladu z tem pravilnikom, res smo se o njem pogovarjali večkrat. V glavnem mi v nadzornem odboru želimo nekaj, želimo doseči, da je potem naše delo pravilno vrednoteno, ocenjeno in pa nekje primerljivo. V skladu z našimi dogovori smo se tudi pogovarjali, da bodo potem na občinski upravi preverili poslovanje v drugih občinah, predvsem takih primerljivih, izdelali neko primerno analizo in potem bomo našli pravilne solucije. Želel bi pa poudariti, saj ne želimo več finančnega denarja oziroma več denarja v naše žepe, želimo nekaj, ne želimo pravilno finančno umestitev v neki ta naš sistem, potem s tem bomo tudi nekje zadostili tem našim pač pravemu mestu v tem sistemu. Želimo pa tudi, da se nekje potem pravilno upošteva izobrazba, vložek, naše delo. Kot veste, nadzor, katerega opravljamo, je sila zahteven. Ni zahteven takrat, če vedno ugotovimo, da je vse v redu. Zahteven oziroma odgovornost se pojavi takrat, ko ugotovimo nekaj nepravilnosti v sistemu. Takrat pa se vsak, kjer mu očitamo nepravilnosti, pa z vso ihto postavi po robo in tu mislim, da se kaže potem tista neposredna odgovornost članov nadzornega odbora in tu mislimo, da more potem ta odbor KVIM oziroma finančno komisijo oziroma še kdo ugotoviti, kam dejansko spadamo oziroma kam bi nas mogli uvrstiti potem. Želim pa nekaj, ne vedno se poudarja vsakemu pravilno plačilo za njegovo delo, vse je res to, ne. Tudi mi to govorimo v naši pač skupini oziroma v nadzornem odboru. Želimo, da pač zaradi našega dela naše družine ne trpijo v finančnem smislu. Želimo, da je potem naš čas prevozi pravilno vrednoten. Drugače pa mislim, da v preteklem obdobju, katerega smo zapustili, nismo imeli kakih posebnih težav. Pa bi bilo načeloma to vse. Pripravljen sem za vprašanja. Kdo kaj želel? Mogoče še to, katere nadzore smo v preteklem obdobju upravili, in sicer opravili smo pregled zaključnega računa proračuna občine Ljutomer za 2010, potem pregled poslovanja občine Ljutomer s poudarkom o nabavi in prodaji občinskega premoženja v letu 2010 in potem pregled finančnega poslovanja investicijskih sredstev in materialnih stroškov v glasbeni šoli Slavka Ostrca Ljutomer za leto 2010. Potem pregled poslovanja prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer v letu 2010
in pa v okviru pregleda porabe, pregled delovanja 10 manjših porabnikov proračunskih sredstev smo opravili nadzor nad poslovanjem v TVD Partizan. Nismo pa opravili pa pregled zaključnega računa krajevne skupnosti Križanci, Šalinci, Grlava za leto 2010, oblikovanje mnenja o pravilnosti postopkov v zvezi z vodenjem potnih nalogov v zdravstvenem domu Ljutomer, potem pregled postopkov priprave občinskega prostorskega načrta. To so bili v glavnem taka naša strokovna odločitev. Ugotovili smo, da potem ta naše poslanstvo ne bi bilo nekje upravljeno v skladu z temi pravili oziroma z pooblastilom, katerega imamo v občini. Gospod županja. Hvala lepa gospodu predsedniku. Če ima kdo kakšno vprašanje mogoče. Če ne, no jaz bi se na tem mestu tudi predsedniku nadzornega odbora zahvalila zaradi tega, ker imamo tudi z sodelavci z občinske uprave in tudi jaz osebno možnost, da tudi iz prve roke dosti krat kaj takoj razčistimo, dobimo besedo. Mislim, da je tako tudi prav, ker ne nazadnje mi smo tisti, ki pač moramo odgovorno delati in tudi transparentno in tudi vse podatke moramo takoj servisirati pač organom nadzora. Ne. Tako da, hvala lepa. Ja, hvala lepa tudi vam. Želel bi pa nekaj podariti. Ne. V letošnjem letu želimo tudi poleg tistega, ko se že omenil, ne, dotok finančnih sredstev, potem poraba oziroma vrednotenje okrog tega dela, želimo potem pa tudi posebno pozornost posvetiti v nadzoru nadzornim organom, torej v krajevni skupnosti, potem tudi ne nazadnje v občini. In tu mislim, da nekje pričakujemo tiste ta najslabše ugotovitve, tako da je to bila nekje, ne vem, popotnica za tiste, kjer so dolžni opravljati neke nadzorstvene naloge, da se posebej pripravijo. Hvala lepa. Če nima več Frišča nič, jaz se vam zahvaljujem in vam želim vse dobro. Lep večer še naprej.